Za varnost v prometu smo odgovorni predvsem prometni udeleženci. Kljub splošno zelo visoki ravni previdnosti pa človeški faktor vendarle pomeni tudi neizbežne napake. Vzpodbudno je torej, da kot protiutež človeški zmotljivosti varnejše ceste že zagotavlja tehnološko napredni sistem slovenskih korenin. Mlado slovensko podjetje Aktivna signalizacija Korun s sistemom Cops at Road tudi v sodelovanju z zavarovalnico Triglav uspešno povečuje prometno varnost z minimalnimi in cenovno razumnimi posegi v obstoječo prometno infrastrukturo. Peter Korun, prvi mož podjetja, ki s svojim inovativnim produktom že rešuje življenja, izpostavlja nekaj bistvenih podatkov o njihovem sistemu Cops at Road. Razlika med aktivno prometno signalizacijo Cops in pa pasivnimi prometnimi znaki oziroma talnimi označbami je ta, da v realnem času opozarjamo na nevarnost trka prometne udeležence. Postavitev posameznega sistema je izredno hitra. Inteligentni opozorilniki, kot jih sami imenujejo, pa že delujejo na številnih lokacijah v državi. Aktivna prometna signalizacija se je do sedaj izkazala kot zelo velik doprinos prometni varnosti, saj smo zmanjšali prometne nesreče za skoraj 90% na nekaterih križiščih. Aktivna signalizacija Korun je v sodelovanju z zavarovalnico Triglav s sistemom Cops at Road med drugim opremila tudi 2 kritični mesti, kjer sta se zgodili tudi 2 prometni nesreči s smrtnim izidom v občinah Krško in Hoče - Slivnica. In kako deluje? Sistem Cops at Road s senzorji zazna približevanje vozil križišču po neprednostni cesti. Z rumenima utripalcima voznike opozarja na približevanje nevarnemu križišču. Ukolikor pa sočasno s tem dogodkom oddaljene detektorske enote na neprednostni cesti prav tako zaznajo približevanje prometnih udeležencev v križišču po prednostni cesti, prične centralna enota na neprednostni cesti voznike opozarjati z utripajočim trikotnikom s klicajem na povečano nevarnost trka. Kljub vsemu pa previdno, opozarja Peter Korun. Prometnim udeležencem svetujemo to, da se ob aktivni signalizaciji, se pravi aktivni signalizacija Cops, zavedajo, da je to dodatna opozorilna signalizacija, se pravi, to ni semafor, ampak je dodatno opozorilo. Prihodnost sistema je jasna in potencial velik. Na vrsto prihajajo tudi druge problematične prometne točke. Namen postavitev prihodnosti te aktivne prometne signalizacije ni samo v nepreglednih križiščih, ampak je tudi v nezavarovalnih železniških prehodih, nevarnih podvozih, prehodih za pešce, v tovarnah, skratka vse posod, kjer so nevarne prometne točke in kjer je možnost, da se dogajajo trki. Omeniti velja tudi nezanemarljivo dejstvo, da na nepreglednih cestnih odsekih pogosto prihaja do manjših trkov, ki jih policija ne beleži, saj udeleženci prometne nesreče običajno sploh ne prijavijo, posledice materialne škode pa vseeno prikapljajo na vrata zavarovalnice. Tudi zato sodelovanje z nadarjeno in mlado ekipo aktivne signalizacije Korun pozdravljajo na zavarovalnici Triglav. Eden od ključnih stebrov družbene odgovornosti zavarovalnice Triglav je tudi preventivno delovanje. Tako smo v lanskem letu, se pravi v drugi polovici leta, prenovili 6 signalizacij oziroma nadgradili na določenih križiščih. V letošnjem letu pa nadaljujemo z naslednjimi 6 križišči. Verjamemo, da tudi s tem projektom podpiramo celo inovativna slovenska podjetja. Kljub novi, napredni in vsestransko koristni tehnologiji pa največjo odgovornost v prometu še zmeraj nosi voznik sam. Tudi tehnološke rešitve v obliki aktivne prometne signalizacije, ki že rešujejo slovenska življenja, ne glede na prijaznost lahko razumljivega in intuitivnega sistema, namreč ne pomenijo dokončno izkoreninjenja težav na kritičnih odsekih. Za ohranjevanje varnih cest ključnega pomena vseeno ostaja poznavanje in dosledno upoštevanje cestno-prometnih predpisov. Zavarovalnica Triglav.